Na Inštitutu za javno zdravje pa so izvedli raziskavo o e-zdravstveni pismenosti pri nas in gospa Vrbušek, imate že nekaj preliminarnih ugotovitev, ki niso ravno najbolj spodbudne, kaj ne? Lepo pozdravljeni. V okviru mednarodnega konzorcija za merjenje zdravstvene pismenosti, v katerega je vključenih 17 evropskih držav, in smo raziskavo izvajali v okviru že prej omenjenega projekta Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji. Smo izvedli nacionalno raziskavo zdravstvene pismenosti na 3360 respondentih, na odrasli populaciji, na verjetnostnem vzorcu. In smo ugotovili, da ima 48% odraslih Slovencev tako imenovano omejeno zdravstveno pismenost. Kaj to pomeni? Ko govorimo o zdravstveni pismenosti, ne govorimo samo o znanju, ampak govorimo tudi o kompetencah, govorimo o motiviranosti posameznika za procesiranje zdravstvenih informacij. Ne gre samo za to, da mora posameznik znati najti informacijo. Morajo znati tudi razumeti, morajo znati presoditi, ali je kredibilna ali ni kredibilna, ali je vir informacij zanesljiv ali ne, in predvsem jo mora znati to informacijo uporabiti v svojem vsakdanjem življenju. In 48% Slovencev ima dejansko težave s tem, bodisi na katerikoli od omenjenih dimenzij. Torej, imamo težavo z komuniciranjem s pacienti. Kaj to pomeni? Osebe z omejeno, z nizko zdravstveno pismenostjo imajo težave pri funkcioniranju v vsakdanjem življenju. Nizka stopnja zdravstvene pismenosti je povezana s slabim znanjem o zdravju. Osebe, ki imajo prisotno kronično bolezen, težje obvladujejo lastno bolezen, neustrezno uporabljajo zdravstvene storitve. Raziskave kažejo, da pacienti, ki imajo kronično bolezen in nizko zdravstveno pismenost, da večkrat vstopajo v zdravstveni sistem in imajo slabše zdravstvene izide. Naša raziskava je identificirala tudi nekatera opravila, recimo, in s katerimi imajo Slovenci še toliko več težav, in to je kot najtežje, skoraj polovica respondentov je odgovorila, da jim je najtežje zanje presojati zanesljivost informacij o boleznih v medijih, presojati zanesljivost informacij o različnih zdravstvenih tveganjih. Raziskava je bila izvedena še pred razvojem cepiv za COVID, ampak že takrat je 35% respondentov odgovorilo, da imajo velike težave z odločanjem, ali naj se cepijo za gripo ali ne. Tisto, kar je pomembno za nadaljnji razvoj aktivnosti, različnih orodij, intervencij, pa je to, da smo ugotovili, da v določenih podskupinah prebivalstva, da je višji delež ljudi z omejeno zdravstveno pismenostjo kot v splošni populaciji, kar kaže na obstoj posebej ranljivih skupin. Govorimo o prisotnosti socialnega gradienta, kar pomeni, da se z znižanjem socialno-ekonomskega položaja tudi linearno slabša zdravje posameznika. Ugotavljamo v raziskavi, da je omejena zdravstvena pismenost povezana s finančno deprivacijo, z nižjo izobrazbo, starostjo. Med spoloma ne ugotavljamo pomembnih razlik. Torej, nižja je izobrazba, nižja je tudi zdravstvena pismenost. In kaj iz tega sledi? Da pravzaprav ne moremo govoriti o nekih univerzalnih navodilih za paciente, ampak jih je treba prilagoditi njihovi stopnji zdravstvene pismenosti in njihovi zmožnosti. Tisto, kar je še posebej zaskrbljujoče se izkazalo v okviru naše raziskave zdravstvene pismenosti v Sloveniji, je, da ima 60% Slovencev tako imenovano omejeno navigacijsko zdravstveno pismenost, kar pomeni, da se ne znajdejo v zdravstvenem sistemu.
da težko krmarijo, ne vedo, kdaj se obrniti na kakšnega strokovnjaka, kdaj zaprositi za pomoč in tako dalje. Zdaj še eno stvar smo ugotavljali v okviru tako imenovane digitalne zdravstvene pismenosti, da pa je v zadnjem letu 66% respondentov iskalo informacije v povezavi z zdravjem na spletu. Največ oseb je informacije o povezavi z zdravjem iskalo v spletnih iskalnikih, na nekih specializiranih spletnih mestih za zdravjem povezanimi vprašanji, kot je recimo spletna stran NIJZ-ja. In 1/3 respondentov je povedala, da so iskali informacije o povezavi z zdravjem na Facebook straneh in tudi na spletnih forumih. Tudi tukaj smo ugotovili razlike, da je iskanje informacij po spletu je povezano s starostjo, povezano je z izobrazbo. Govorimo o tem, da so mlajši in višje izobraženi pri iskanju informacij uporabljali več virov, prav tako osebe, ki zdravje ocenjujejo kot dobro, kar je pa seveda tudi povezano s starostjo. Tako da to so nekateri rezultati, ki dajejo pravzaprav izhodišče za nadaljnje ukrepanje. Morda še samo na kratko, imate kakšne primerjave z ostalimi evropskimi državami, recimo na tem segmentu? Primerjave bodo dostopne v decembru, ko izide mednarodno poročilo vseh teh 17 držav, ki smo bile vključene v to raziskavo. In ko bo poročilo izšlo, bo objavljeno tudi na spletni strani NIJZ-ja in tudi Ministrstva za zdravje, ker je to skupen projekt. Ker iz tistega se bo verjetno dalo tudi marsikaj razbrati, zakaj, če bo prihajalo do razlik, kaj so tisti mehanizmi mogoče, ki pripeljejo do izboljšanja in podobno. Tako da bomo z zanimanjem spremljali objavo tega poročila. Profesorica Beović, kje so torej rešitve, kje jih vi vidite, kako priti do njih in predvsem, kdo vse je odgovoren za to, da pride do njih? To je zelo široko vprašanje. Jaz mislim, če govorimo o zdravstveni pismenosti, ki bo omogočila ljudem bolj kvaliteten dostop do pravih vsebin kjerkoli, pravzaprav in na spletu in pri osebnem zdravniku, potem moramo najbrž začeti z več zdravstvene vzgoje v šolah, dobesedno od vrtca naprej. Jaz sem pred časom z enim drugim namenom pogledala vse te kurikulume naravoslovnih predmetov in moram reči, večkrat sem že to povedala, da se naši otroci zelo veliko učijo o različnih rastlinah in živalih, o lastnem zdravju, recimo o mikroorganizmih, s katerimi se bodo borili vse življenje, pa praktično nič. Tako da to je že ena velika priložnost vključiti preprečevanje, preprosto higieno, načine prenosov bolezni in podobne zadeve v kurikulume vrtcev in osnovnih šol, tako da res dosežejo zelo širok del populacije. Da nekako ponotranjimo vse te informacije, ki so potrebne v bistvu za naše vsakdanje življenje, so pa pravzaprav del naravoslovnih predmetov. Druga stvar je pa, če se omejimo malo na to našo današnjo temo, je pa neko pospešeno objavljanje zdravstvenih vsebin s strani, da tako rečem, kredibilnih inštitucij, kredibilnih strokovnjakov in da bi nekako uspeli doseči, da je nekje obseg teh informacij ali pa dosegljivost vsaj uravnotežena s temi informacijami, za katere se mi zdi, da so zdaj v ospredju in niso prave. Seveda v Sloveniji imamo tukaj vedno problem obsega dela. V eni majhni populaciji je težko najti ljudi, ki se bodo poleg svojega dela, seveda več funkcij, ki jih moramo imeti kot posamezniki v eni taki majhni družbi, kot je Slovenija, lotili takih
pisanja in v bistvu tudi ažuriranja vedno vseh takih novic, pojasnil. Do neke mere se v zadnjem času s tem ukvarjamo na Zdravniški zbornici, pa še tukaj seveda smo iz prej omenjenih razlogov šibki. Hitro je treba prenesti in redno ažurirati vse te novice in jih seveda na ustrezen način v jeziku, ki je ljudem dostopen, ponujati javnosti. Če bi recimo lahko samo ilustrirala v enem konkretnem primeru. Recimo, da moramo iti na magnetno resonanco, pa ne vem, pa imamo strah pred zaprtimi prostori in podobno. Večina ljudi, dobro, mi vemo, zakaj gre in kako cela zadeva poteka, večina ljudi tega ne ve. Če si pogledamo strani tujih bolnišnic recimo ali pa tujih zdravstvenih zavodov, je zelo veliko takšnih prijetnih, lahko razumljivih in očitnih video vsebin, da dejansko se bolnik lahko pripravi na tisto, kar ga čaka. Torej ni to neka skrivnost, ko kar naenkrat zagledaš tisti tunel, kamor prideš, ampak dejansko veš, zakaj gre. Se vam zdi recimo to eden od majhnih kamenčkov v tem mozaiku, ki bi lahko bil recimo? Ja, prav gotovo. Za vse take pogoste posege bi bilo to zelo primerno in najbolje res tam, kjer se bo recimo oseba prijavila oziroma kjer bo najbrž iskala informacije, to je lahko spletna stran bolnišnice oziroma tega izvajalca. To se mi zdi pomembno in zelo primerno. Hvala lepa.